Gorski cvet prihaja pravzaprav skoraj od najdlje od današnjih nastopajočih na Vurberškem festivalu. Odkot ste pravzaprav? Čeprav vsi podatki pravijo, da smo iz Črnega vrha, ampak vsi člani oziroma večina članov ansambla prihaja iz Vipavske doline oziroma iz okolice. Pevec je prav iz Vipave, pevka je iz Cola, harmonikaš je iz Višen pri Colu, jaz sem iz Dupel pri Vipavi, baritonist pa je iz Črnega vrha. Ampak človek bi rekel, nekako z Primorske prihajate, notransko-primorske recimo, ne? Zakaj pa ten gorski cvet? Tako, nekaj univerzalno. Nekateri si dajo po roscah, nekateri ansambli si dajo ime po roscah, nekateri po hribih. Mi smo dali eno sredino univerzalno in pa še povsod. Na sceni ste že v bistvu 8 let, ne? In prej ste rekli, da ste prva leta v glavnem igrali, zato da ste nekaj zaslužili, zdaj pa ste rekli, da grede na festivale. Ja, nima smisla čepeti nekje tam za pečjo in igrati sam sebi. Treba je, da te ljudje spoznajo, da prodreš tudi izven teh primorskih meja, če že tako gremo, pa smo prišli sem na festival se pokazati in letos bomo obiskali še nekatere festivale. Katere? Šli bomo na Števorjanski festival, na Graško goro in v finalu smo na Ptujskem festivalu. Za kateri festival je bilo pravzaprav najtežje pripraviti pesmi? Najtežje, saj za nas je bilo pripraviti za Ptujski festival, ker ga še ne poznamo. Se ga bomo letos prvič udeležili in ne vemo sicer kam prav ciljamo. No. Upamo, da bo šlo najboljše. Kaj igrate valčke ali polke? Kot inštrumentalno nam bolj ležijo valčki, ampak zaradi občinstva je treba igrati polke, ker jih imajo pa občinstvo najrajše. Kako boste preživeli v bistvu današnji dan? Ja, poskušali se bomo do konca prikupiti tele publiki, ki nas je spodbujala tukaj, še z morda kakšno pesmico v zaodrju. Pa letošnje leto? Se pravi, kot sem že rekel prej, festivali naprej, pa igranje po veselicah, po svadbah in podobne reči. Nekateri so še obremenjeni šolo, nekateri službo dodatno, tako da se moramo prilagajati, pač 5 ljudi mora držati skupaj, ansambel.